Pozdravljeni. Po tisti kazni, katera je bila naložena Lewisu Hamiltonu na veliki nagradi Rusije, skoraj vsi mediji, ki se ukvarjajo s Formulo 1, nekako podžigajo neko polemiko. Slišimo različne intervjuje, različna mnenja, ampak nekdo izmed vas se sprašuje, kaj je pravzaprav v ozadju, kaj se je zgodilo in zakaj je bil Lewis Hamilton kaznovan. Na raznih prispevkih, forumih, komentarjih, katere lahko zasledimo v vseh svetovnih jezikih, smo navdušenci Formule 1 lahko opazili, da se je roznela prava polemika okrog tistih kaznih, katerih si jih je prislužil Lewis Hamilton pred začetkom velike nagrade Rusije. Namreč obstajajo razne argumentacije, katere navajajo, kako je bilo to nalašč, uveranje Lewisa Hamiltona, da bo težje dosegel določene rekorde. Slišimo razne teorije o rasni diskriminaciji in ogromno drugih zadev, katere pa niso podprte z nekimi trdnimi argumenti. Zato tudi nekdo izmed vas sprašuje, kaj se je pravzaprav zgodilo, kajti mnogi viri se ukvarjajo z vsem, kar je okoli, spustijo pa tisto bistvo. In kot bomo videli v nadaljevanju, vsaj 3 izjemno kontroverzni argumenti so pri vsej tej zadevi, na katere se je pa malo kdo spotaknil in o katerih praktično ni veliko govora. Seveda, Lewis Hamilton ima pravico povedati svoje mnenje, a tu bi rad nekaj poudaril. V naravi vseh voznikov Formule 1 je to, da izjemno težko priznajo svoje napake, ne samo v naravi Lewisa Hamiltona. Mislim, da vkolikor bi imeli malce drugačen karakter, verjetno ne bi bili tako uspešni. Če lahko navedem samo 2 primera iz bližnje preteklosti, vkolikor se spomnimo Sebastiana Vettela na veliki nagradi Kanade 2019. Kaj vse je počel po končani dirki, da je dokazal, da ima on prav in da komisarji pač ne. Drugi primer je seveda Max Verstappen. Koliko napak je napravil on, za koliko napak je bil kaznovan in za koliko napak je praktično se opravičil in priznal svojo krivdo. Mislim, da bi bil ta prispevek predolg, kolikor bi se lotil naštevanja vseh teh njegovih napak, za katere je trdil, da jih on ni storil. A vrnimo se k Lewisu Hamiltonu, vrnimo se na tiste dogodke pred veliko nagrado Rusije. Če vzamemo tisti 2 poročili, ki sta jih sestavili komisarji, bomo videli, da Lewisu Hamiltonu so v bistvu očitali 2 ločeni kršitvi. 2 ločeni kršitvi, kateri naj bi bili po njihovem mnenju povezani. In tu je že prva zanimivost. Na začetku, v tistem uvodnem delu, lahko preberemo, naj bi Lewis Hamilton najprej kršil navodila Michaela Masija, in to v 19. točki prva alineja, šele nato sekundarno športni pravilnik FIA in to 36. člen prva alineja. Zanimivo zaradi tega, kajti športni pravilnik FIA je nad navodili Michaela Masija. Michael Masi mora dajati navodila, katera bodo skladna s športnim pravilnikom in mislim, da tu ni nobenega dvoma. A verjetno to je bil samo lapsus, kajti vkolikor beremo razlago, vidimo, da je po mnenju komisarjev Lewis Hamilton najprej kršil 36. člen prva alineja športnega pravilnika in šele nato navodila Michaela Masija. Če ste gledali moje prispevke vezane na veliko nagrado Rusije, posebej komentar, ste lahko zasledili tudi to, da sem smatral, da navodila Michaela Masija so bila vse prej kot jasna in to bom zdaj še enkrat razložil. Če pogledamo tisto 19. točko prvo alinejo, ta definira, kje se lahko poizkuša speljevanje, štart.
Namreč vsaka proga ima svoje karakteristike in treba je dati natančna, točna navodila. Če pogledamo izsek, kaj je napisal Mihael Masi, si bo lahko vsak izmed nas ustvaril določeno sliko. Povedal je, da je tisto območje, kjer vozniki lahko trenirajo štart, na desni strani, po tisti luči, katera označuje, da je pit lane odprt, s tem, da morajo paziti, da pustijo dovolj prostora in tako ne spravljajo drugih v nevarnost. Seveda, človek bi pričakoval malce bolj točno definicijo tega območja in mislim, da se tu strinjamo vsi. Seveda, kot sem že povedal v tistem komentarju, luč je bila lepo definirana, sliko, ki je, to območje pa niti z eno ubogo skico. In to mislim, da velja v prihodnosti popraviti. A problem je nekaj drugega. Kaj naj bi sedaj kršil Lewis Hamilton? In kršil je 36. člen, prvo alinejo športnega pravilnika. Namreč tu je točno določena procedura štarta dirke. In ne samega štarta, tudi vsega tistega, kar se zgodi pred samim štartom. Namreč določeno je tudi, kako se bolidi razporedijo na štartni razpored še pred ogrevalnim krogom. In da ne bom predolg, v 36. členom prva alineja je tudi določeno, da bolidi, ko grejo iz boksov, morajo po tisti izvozni poti, katera pelje na progo, voziti s konstantno hitrostjo brez zaustavljanja. In tu je Lewis Hamilton kršil pravilnik. Zakaj je to naredil, bomo pogledali v nadaljevanju. A po mojem osebnem mnenju je bistveno neskladje med tistim, kar pravi športni pravilnik, in tistim, kar je zapisal Mihael Masi. Dvomim, da si kdo predstavlja, da bodo vozniki Formule 1 poizkusili štart na sami progi, kar bi bilo ne samo nevarno, a po mojem mnenju tudi proti pravilom. A seveda, jaz sem tu doma, nisem tam na progi in treba je povedati tudi nekaj, da po dogodkih je izjemno enostavno biti pameten. A vseeno iz napak se lahko nekaj naučimo. Torej, Lewis Hamilton formalno je kršil pravilnik in zaradi te svoje kršitve je bil tudi ustrezno kaznovan. Seveda, komisarji mu bi lahko dali opomin, ampak ker je šlo za potencialno nevarno dejanje, mislim, da je bila kazen več kot primerna. Tudi tista točka, katera je spadala k vsaki kazni, šlo je za 2 kršitvi, je bila po mojem mnenju ustrezna. Kajti napravil je nekaj, za kar bo moral biti v prihodnosti malce bolj pozoren. Seveda, sedaj smo pa prišli do tiste točke, kjer bomo videli kar nekaj kontroverznosti, o katerih pa ni bilo dosti govora. In prva kontroverznost je ta. Lewis Hamilton, kot je znano, je 2-krat prekršil pravilo. 2-krat je naredil eno in isto zadevo. In mene čudi to, kako je lahko Lewis Hamilton išel iz bokse, zapustil tisti pit lane, na izvozni poti se ustavil, štartal, naredil krog, se vrnil v bokse in ponovil zadevo. Mislim, da so ga vsi v direkciji dirke videli in ukolikor so zapazili tisto nevarno situacijo, bi po mojem osebnem mnenju takoj morali javiti ekipi, da se je zgodilo nekaj proti pravilom in da naj ne poskuša voznik tega ponoviti. Seveda to ne bi izbrisalo morebitne kazni, a izničilo bi možnost ponovitve nevarne situacije. A o tem ni bilo ne duha, ne sluha. Zanimivo, naprimer, če se spomnimo velike nagrade Italije 2019, je Mihael Masi takoj dal opomin Charlesu Leclercu, ko je bil ta malce preveč agresiven do Lewisa Hamiltona. In seveda tisto agresivnost je zopet videl samo Mihael Masi. Celo sam Lewis Hamilton je povedal, da je bilo tisto v žaru dirke. A pustimo sedaj to. Zanimiva je tudi druga zadeva, kajti
komisarji so popravili svojo odločitev. Namreč, po njihovih besedah so kasneje pridobili nove posnetke, ker so videli, da je ekipa tista, ki je spravila Lewisa Hamiltona v navednicah v zmoto. Zato so brisali kazenske točke in dali ekipi denarno kazen. Prva zadeva, katera je izjemno kontroverzna. Napako, ki jo je naredil Lewis Hamilton, smo videli pred začetkom dirke in komisarji so rabili kar nekaj časa, da so se odločili. In bilo je potrebno še kar nekaj drugega časa, da so opazili svojo zmoto, a nimajo oni dostopa praktično do vseh posnetkov, kateri so prisotni v Formuli 1 in lahko slišijo vse radijske komunikacije. So se zmotili, je bila kazen prehuda, bi morali samo opomniti Lewisa Hamiltona. No, enkrat, ko je kazen prestal, mu tistih 10 sekund zagotovo ne morejo vrniti, a izbrisali so mu točke. Morda zaskrbljeni zato, da je bil le 2 točki oddaljen od prepovedi ene dirke. No, osebno upam, da ne. Osebno upam, da niso začeli delati nekih uslug v navednicah nekomu, kateri je vodilni v skupnem razporedu svetovnega prvenstva. In nazadnje, še tretja točka, katera je meni osebno še najbolj kontroverzna. Namreč, sprašujem se, zakaj Valtteri Bottas ni naredil iste napake, če so se v boksih zmotili, kje se lahko dela ta manever. Ne Valtteri Bottas, ne nihče drugi izmed prisotnih na štartnem razporedu ni naredil manevra, kot ga je naredil Lewis Hamilton. In seveda sedaj bom začel špekulirati. Namreč želim si, da tisto, kar bom sedaj povedal, ni res in to poudarjam. A po mojem osebnem mnenju in moji teoriji je Lewis Hamilton dirko izgubil v Q2 na kvalifikacijah, ko je praktično se kvalificiral naprej na tisti pneumatiki soft. In mogoče zaradi tega, ker je hotel na tej dirki izenačiti rekord Michaela Schumacherja, ker so bile televizijske ekipe, katere bi dokumentirale ta njegov dosežek, je rabil nek izgovor, zakaj do tega ni prišlo tu. Ne zaradi slabih kvalifikacij, ampak zaradi hudobnih komisarjev, kateri hočejo ustaviti Lewisa Hamiltona in mu preprečiti doseči določene rekorde. Kar je po mojem izjemno slab izgovor, a vseeno je možno, da je tudi verjeten. A ne želim si, da bi bilo to res. Kajti, kako bi si lahko razložili to, da je dvakrat ponovil en in isti manever, brez da bi nekdo opazil, da je tu nekaj narobe? Je morda hotel, da ga bodo res opazili, ko dela nekaj proti pravilom? Ne vem. Nočem spuščati se v polemike, katere mislim, da ne sodijo v svet Formule 1. A jasno je bilo z rezultatom, da z kaznijo ali brez Lewis Hamilton te dirke ne bi zmagal. In s to polemiko, katero tudi sam malce podpihuje, samo odvrača pozornost od tistega, kar se je zgodilo na samih kvalifikacijah. In mislim, da tu ni nobenega dvoma. A zanimivo je, da mnogi mediji se na te 3 točke, katere sem opisal, malo da ne spuščajo. A mislim, da so za vse nas navdušence Formule 1 še kako zanimive. Toliko kot odgovor na to vprašanje, na to pobudo. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.